Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, v čem smo pretekli teden brskali po internetu. No, novica številka 1 tokratnega tedna se je pripeljala po tirih. Železniški prevozniki Francije, Nemčije, Avstrije in Švice so podpisali namero o vzpostavitvi številnih novih mednarodnih nočnih linij. Ukrepi seveda niso tako zelo zahtevni, saj temeljijo na obstoječi infrastrukturi in pa na današnjih vlakih. Gre seveda zgolj za korporativne dogovore, podprte s politično voljo. Ampak dogovor je zanimiv, ker kaže temelje za vzpostavitev transevropskega ekspresa. Gre za mrežo mednarodnih hitrih vlakovnih povezav med velikimi evropskimi mesti. To naj bi vzpostavili do leta 2025 in to naj bi seveda ponudila dobro alternativo krajšim letalskim povezavam med evropskimi mesti. Ampak kje bo Slovenija v tej novi povezani Evropi? In seveda železnica z vsako novo raziskavo samo pridobiva v primerjavi z letalskim prometom. Sveža je recimo raziskava Evropske komisije, ki pravi, da je med škodljivimi snovmi, ki jih letalski promet v ozračje spušča, da je zgolj tretjina ogljikovega dioksida. Črni ogljik, saje, vodna para, dušikovi oksidi, te so še veliko bolj odgovorni za segrevanje ozračja zaradi letal. Euro-NCAP je predstavil rezultate preizkusnih trkov 7 novincev. 5krat so podelili po 5 zvezdic, 1 štirico in 1 trojko. Prvi 2 petici sta pričakovano dobila Audi A3 in Seat Leon, seveda podobno tehnično zasnovana avtomobila kot pa s 5 zvezdicami že ocenjeni Golf, ampak Seat Leon je od vseh prejel najvišjo oceno 92% za varnost odraslih potnikov, kar v Bruslu pripisuje Leonovi maski. Visok prednji del je seveda handicap velikega terenskega pick-upa Isuzuja D-Maxa, ki je kljub temu dosegel najvišjo oceno, ponuja pa tudi sredinsko zračno blazino, ki prepreči udarce med potniki. In sredinska blazina je tudi novost pri novi Kia Sorento, 5 zvezdic pa je dosegel tudi novi Defender, predvsem na račun kompetentnih asistenčnih sistemov. Presenetljivo je zgolj 4 zvezdice prejela električna Honda E, nižji oceni so botrovali asistenčni sistemi, Hyundai i10 pa lestvico zaokroži s 3 zvezdicami, za njegovo nižjo oceno je krivo dejstvo, da se je voznikova medenica pri čelnem trku pomaknila pod varnostni pas. Če prevozite zgolj 72 km na dan, potem imamo za vas električni avtomobil, ki vam ga ne bo treba nikoli priključiti v omrežje. Njegove baterije bo namreč ves čas polnilo sonce. 3 kvadratni metri sončnih celic, 180 jih je, ultra lahka gradnja in pa ultra aerodinamična karoserija s količnikom kar 0,13. No, to so specifikacije, ki bodo omogočile, da se voznik z njim vozi pravzaprav brez sprotnih stroškov za energijo. Seveda se ta zadeva zdi ta hip preveč imenitna, da bi bila resnična, ampak v resnici startup iz San Diega, imenuje se Aptera, dejansko že sprejema naročila za ta avtomobil in cena naj bi bila od $26,000 naprej in menda imajo celo že potrjeno tudi homologacijo za Evropsko unijo, se pravi tudi za Slovenijo. Mi seveda nočemo izpasti dvomljivci, ampak malo pa imamo vseeno pomisleke, da bi Sloveniji lahko dosegali enake dosege kot pa v sončnem San Diegu. Volkswagen je ukinil svoj motošportni program, ki jim je dal 4 naslove v svetovnem ralliju, 3krat so osvojili Dakar, rekordno pa so pridirkali tudi na goro Pikes Peak. No, tega je zdaj konec. Motošport bo seveda še naprej pomembna veja pri Volkswagenovi znamki Seat oziroma Cupra, dirkali bodo recimo z električnimi Leoni, Audi pa se preusmerja. Prekinjajo sodelovanje v Formuli E, odpravljajo se na Dakar in to z električnim terencem. Naj pa še dodamo, da se iz Formule E umika tudi BMW. In na nek način lahko zdaj sklepamo, da se Formula E sooča s svojo prvo resno krizo. Nemški avtooglasnik Autoscout24 prek Reutersove raziskave sporoča, da se je v tem koronskem času močno povzpela prodaja starih rabljenih avtomobilov, cenejših od 4.000 evrov. Avto je seveda v tem času postal nadvse pomemben element osebne varnosti in imeti lasten, morda celo z gotovino, že odplačen avtomobil je seveda v teh negotovih časih postal izredno koristen backup.
Reuters tudi poroča, da se Japonska pripravlja, da bi bila druga država, ki bi prepovedala prodajo novih avtomobilov na motorje na notranje izgorevanje. To naj bi se zgodilo do leta 2035. Ampak avtomobilsko industrijo očitno čaka še veliko dela. Ameriški Consumer Reports, ki vsako leto ocenjuje zanesljivost avtomobilov prek izkušenj lastnikov, je namreč zaznal številne okvare električnih pogonskih sklopov pri Audiju e-tronu, Kii e-niro in Tesli Y. Analitiki pri Consumer Reports pravijo, da njihovi algoritmi prek teh okvar kažejo, da gre za trend, da lahko podobne okvare električnih sklopov pričakujemo tudi pri drugih električnih avtomobilih. Posledično so zato že znižali svoje ocene pričakovane zanesljivosti za na primer Forda Mustanga Mach-E, za Mercedesa EQC in pa za Porschea Taycana. Pri Consumer Reports pravijo, da preprostost električnih avtomobilov vendarle še ne zagotavlja brezskrbne rabe električnega avtomobila. Ampak kje smo v Sloveniji z elektromobilnostjo? No, to si poglejte v tem videu. Mi pa se med tem lotimo zbiranja novic za prihodnjo sredo. Se vidimo.